Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci Ministrstva za naravne vire in prostor, kjer bomo predstavili ukrepe in aktivnosti glede vodooskrbe slovenske Istre z kraškim zaledjem, ki so bili danes sprejeti na vladi. Kot prvi jih bo predstavil minister Uroš Brežan. Lep pozdrav vsem, tudi kolegom iz Krasa in slovenske Istre. Danes smo na vladi potrdili aktivnosti za srednjeročno in trajno rešitev vodooskrbe slovenske Istre, s katerimi na srednji rok zagotavljamo dodatnih 100 litrov na sekundo za slovensko Istro. Za srednjeročne rešitve je zagotovljenih 92 milijonov evrov v okviru evropske kohezijske politike. Vlada se je seznanila tudi s tem, da smo na ministrstvu opustili vse aktivnosti v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za Suhorco. Poleg srednjeročnih rešitev bomo iskali tudi trajno rešitev za vodooskrbo slovenske Istre in tu bo izdelana projektna naloga, ki bo preverila zadostnost vodnega vira in izvedljivost izgradnje zadrževalnika Kubet ali alternativnega vodnega vira. Sočasno pa me veseli, da potekajo tudi aktivnosti in kratkoročni ukrepi, ki jih je vlada potrdila 23. februarja na svoji seji. Za kratkoročne ukrepe je zagotovila 2,5 milijona evrov iz vodnega sklada, ostala sredstva do 4,4 milijonov evrov, kolikor so vredne kratkoročne investicije, pa zagotavljajo kraške občine in občine v slovenski Istri s pomočjo rižanskega vodovoda in s pomočjo kraškega vodovoda. Toliko mogoče o teh najpomembnejših usmeritvah, mogoče še dodatno to, da srednjeročne investicije, ki jih je možno izvesti tam do leta 26 ali 27, zajemajo regionalno povezovanje vodovodov, to je nadgradnjo kraškega vodovoda iz Brestovice in sočasno izgradnjo novega povezovalnega vodovoda na sistemu pitne vode v dolžini 27 km iz vodarne Korotan pri Postojni do Rodika. Izvedba teh dveh srednjeročnih investicij bo povečala dotok vode v slovensko Istro iz kraških vodnih virov iz sedanjih 100 litrov na sekundo na 200 litrov na sekundo. In kot sem povedal, sredstva za te investicije bodo v višini 92 milijonov evrov zagotovljena iz kohezijskega sklada v obdobju 21 do 27. Toliko mogoče z moje strani, zdaj bi pa predal besedo županoma Alešu Bržanu iz Kopra in Eriku Modicu iz Komna, da povesta tudi svoj pogled. In jaz se jima v tem trenutku zahvaljujem, prav tako kot obema direktorjama rižanskega vodovoda in kraškega vodovoda, ker smo do teh rešitev, tako tistih kratkoročnih kot tudi srednjeročnih in tudi za usmeritve za trajno rešitev vodooskrbe prišli skupaj. Brez sodelovanja tudi v prihodnje tega projekta ne bo mogoče zaključiti. Jaz verjamem, da so izkušnje iz preteklih 40 let, ko vsi vemo za ta problem, dovolj nazorne in dovolj mogoče tudi boleče, da bomo zdaj na podlagi dela, ki smo ga skupaj opravili od zadnjega poletja, uspešni in da zagotovimo trajno rešitev za vodooskrbo slovenske Istre. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Slovenska Istra, upam, da razume, vsa Slovenija je dobesedno dehidrirana in pozdravljamo vsak korak naprej k temu, da lahko končno pridemo do
zadostne vodoskrbe v naših krajih. Pozdravljamo tako lanske aktivnosti, ki so bile intervencijske in so nam pomagali prebroditi poletje. Prve korake za to, da bo tudi prihajajoče poletje bolj znosno in seveda vse korake naprej, ki bodo zagotavljali stabilnost vodoskrbe v naših krajih. Pot z akumulacijo ali akumulacijami je tista, ki jo že nekaj časa tudi mi nekako pozdravljamo in podpiramo, ker je to dolgoročno prav gotovo najbolj stabilni način za zagotavljanje vodoskrbe. Če bo ta pot privedla do akumulacije v samem prostoru Slovenske Istre, torej Kubedu ali kjerkoli bo tole mogoče, bomo seveda vse napore vložili v to, da bo to čim lažje in čim boljše izvedeno. Jaz verjamem, da vsi prebivalci, ki živimo v naših koncih, se zavedamo potreb, ki so prav gotovo na vrhu prioritetne lestvice, tako da bomo vsi poskrbeli za to, da se to čim hitreje zgodi in zato bo treba seveda še veliko sodelovanja tako z državo, kot tudi z ostalimi deležniki, ki zagotavljajo danes in verjetno bodo še jutri tudi vodo v naše kraje. Toliko zaenkrat. Hvala. Ja, tudi lep pozdrav, v imenu občine Komen. Tudi na Krasu in Brkinih gledamo zelo pozitivno na ta zadnji razvoj dogodkov in na to, da je vlada aktivno pristopila k celoviti rešitvi problema. Tukaj imamo pač dvojni problem. En problem je pomanjkanje vode v Slovenski Istri, drugi problem je potem, da v bistvu Kraški vodovod, torej območje Krasa in Brkinov, kot tudi območje Postojnskega vodovoda, nima rezervnega vodnega vira. To pomeni, če pride do kakšnega onesnaženja v našem vodnem viru v Brestovici ali pa na območju Postojne, potem bi bili brez vode. Lani se spomnite verjetno še teh velikih požarov na Krasu in kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do ponovnega požara letos, ali pa drugo leto, in če ne bi imeli te povezave z drugim vodovodom, bi pomenilo, da bi bili brez vode. Niti ne samo za prebivalce, ampak tudi ne bi imeli dovolj vode za gašenje. Ko z tega vidika je tukaj zelo pozitivno, da gre za neko celovito rešitev in da je tudi časovnica taka, da je zadeva izvedljiva v 3-4 letih, da pridemo do tega. Torej, dodatna voda za Slovensko Istro in kot rečeno, to, da imamo večjo varnost tako na območju Krasa in Brkinov, kot tudi na območju Notranjske. Hvala. Sedaj pa vabim še direktorja obeh vodovodov, Kraški vodovod Sežana pa Rižanski vodovod Koper. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Jaz sem, bi rekel, tvorno sodeloval s mojimi kolegi, tudi sodelavci, da smo prišli do vsi skupaj seveda te rešitve in jaz sem prepričan, da bo ta rešitev tudi postala realizirana, ne pa na papirjih, tako kot se že nekaj let samo s papirji, bi rekel, pogovarjamo, zdaj pa upam, da bomo res začeli in tudi realizirali to zadevo. Hvala. Pozdravljeni tudi v imenu Rižanskega vodovoda. Tako bom rekel, praktično so in minister in oba župana in stanovski kolega Primož povedali vse. Smo kar nekaj naredili v tem preteklem obdobju, od poletja pa do danes, pripravili na nivoju vodovodov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi predloge, ki so bili pol obravnavani na nivoju ministrstva. Ministrstvo ali pa vlada kot izvršna oblast se zaveda, da je to vseslovenski problem, da je to nacionalni problem, dejansko, ki ga je treba rešiti, ki se predolgo rešuje. Pot je zastavljena, deležniki smo znani, sodelujemo in verjamem, da bomo tako tudi v prihodnje in da bo na koncu, čez nekaj let, prišlo tudi tisto zadovoljstvo, ko bo Slovenska Istra zares imela zadosten vodni vir čez celo leto. Hvala. Hvala vsem govorcem. Čas je za vprašanja, pri čemer vas ljudno prosim, da se nanaša na današnjo temo, ki je zelo pomembna. Ja, mene zanima Jana Krebec, sem iz Primorskih Novic, najprej za ministra.
Zanima me, kdaj naj bi se realizirala akumulacija Kubet, pa ali je to edina varianta, ki se preverja, gre za dolgoročno rešitev, ali je odprtih več možnih akumulacij, ne še zmeri mogoče Suhorca tudi potem na novo se presoja za. Kot sem že prej povedal, je to ena od trajnih rešitev, ki jo bomo zasledovali. Najprej je potrebno pripraviti projektno nalogo za trajno rešitev. Ta bo dokončana do konca letošnjega leta na podlagi tudi srednjeročnih rešitev, ki smo jih skupaj z partnerji zastavili, in ta projektna naloga bo pokazala, kaj je res tista trajna rešitev. Kubet se omenja kot ena od resnih alternativ, bila je že presojena v preteklosti in v tem trenutku sploh z opustitvijo železniškega tira kaže, da je to zelo resna opcija. Moramo pa počakati, da bodo tudi strokovne podlage nam to rešitev argumentirale. Za dolgoročno oziroma trajno rešitev imamo še nekaj časa, treba si ga vzeti, da stroka tudi pove svoje. V vmesnem času do letošnjega poletja pa bodo izvajane kratkoročne rešitve, ki, kot sem povedal, smo jih že sprejeli na vladi 23. februarja in z njimi zagotavljamo tiste količine vode, ki jih je bilo v lanskem letu potrebno dovažati s cisternami. Srednjeročne rešitve, ki smo jih danes prav tako potrdili na vladi, bodo definirale delo, ki ga bomo potem financirali iz evropskih kohezijskih sredstev skupaj z partnerji tukaj v okviru 2 kohezijskih vlog, eno za slovensko Istro in drugo za Postojnsko in za Kraško zaledje. Dolgoročna rešitev pa bodo res dokončne rešitve morala počakati tudi na izsledke stroke, ki bodo znani konec letošnjega leta. Je pa, kot smo rekli, Kubet ena od resnih alternativ, ki se bo v okviru strokovnih podlag presojala. Koliko je do zdaj stal padač, mislim, v tej zadnji fazi, ko se je spet obudil, pa so se začeli vse te raziskave? Moram priznati, da v tem trenutku te številke nimam, lahko vam jo z sodelavci zagotovimo, če želite. Suhorca pa je bila opuščena na podlagi in okoljskega in geomehanskega poročila, ki sta obe pokazali, da je z tega vidika ta rešitev neprimerna, hkrati pa bi seveda ogrožala tudi naravno vrednoto z UNESCO zaščitene Škocjanske jame in to je bil vzrok za to, da smo aktivnosti tam opustili. Svetlina televizija Slovenija, lahko morda nekaj več poveste o teh kratkoročnih investicijah, torej če bodo realizirane do poletja, zakaj konkretno gre in ali bodo dovolj za reševanje ene morebitne sušne sezone podalo? Ja, kratkoročne rešitve smo, kot sem rekel, na vladi potrjevali v okviru načrta razvojnih programov do leta 2026. Tu gre za 5 ukrepov. To je povezava z vodovodnim sistemom občine Trst na mejnem prehodu Sveta Barbara, odprava ozkih grl na magistralnem cevovodu Rodik-Vodarna Rižana, izgradnja novega sistema filtriranja in ostale opreme v vodarni Gabrieli in navezava na sistem istrskega vodovoda, povezava rezervoar Sluščica, rezervoar Hrib. In pa investicija v opremo obstoječega vodnjaka B1006 na črpališču vode Klariči. To je tistih 5 kratkoročnih rešitev, ki so že v teku in ki naj bi zagotovile to, da ukolikor se nam ponovi lanskoletna suša, bomo tiste količine, ki jih je bilo lansko leto potrebno prepeljati s cisternami, zagotavljali skozi te kratkoročne rešitve.